Sem Sebastian Kamenik, prihajam iz Celja, iz prelepe države Slovenije. Danes bom pripravil gobovo juho. To je dovolj tradicionalna jed in dovolj preprosta, da jo bom mogoče na moj način za mano ponovil še kdo. Receptov za to juho je veliko, je pa to najbolj priljubljena juha po goveji v naši državi. Jaz bom porabil en korenček, 6 krompirjev, polovico čebule, začimbe, vode za 8 oseb in pa seveda gobe, pol kilograma jurčkov, ki mi jih je priskrbela moja osebna asistentka. Najprej bom naribal korenček. Ponavadi korenček režejo, jaz pa ga bom naribal iz preprostega razloga, ker ga kot mnogi ne obožujem preveč, ampak kljub temu pa potem ta nariban korenček da tisti dodatno okus k gobovi juhi in pa seveda tudi barvo. Pričel sem kuhati 6 let približno nazaj, prej nisem imel o kuhinji niti pojma, potem pa sem malo pobrskal po spletu, malo po svoje poskušal, nekaj receptov, teh osnovnih pa sem dobil pri svoji krušni mami. Se bom lotil ribanja krompirja. Zakaj tudi krompir nariban? Dva razloga sta. Eni ga raje režejo na kocke, jaz pa ga raje naribam. To pa zato, ker je potem krompir naravni zgoščevalec oziroma zgoščevalec juhe in ne potrebujemo, če bi bila ta preredka, nobene moke, nobenih drugih gostil, pač pa je krompir s svojim škrobom dovolj veziven, bomo rekli, da je okus juhe dovolj poln. Takole. Korenček in krompir sta pripravljena. Pa bom vzel polovico čebule in pa en pripomoček, ki ga zelo rad uporabljam, kajti za slepe je izjemno varen. Takole, čebulo, rezilo, takole, čebula je tudi pripravljena. Malo navadnega olja. Kakšna gospodinja bi me mogoče kregala, ampak na njem bom najprej prepražil ne čebulo, ampak korenček. Vedno tako naredim. Tudi če še ni prav vroče, ni nič narobe, če že stresemo notri. Evo, korenček. In kot vidimo, tudi če še ni najbolj vroče, nič hudega, že lepo cvrči. Rezilo odstranimo. In potem čebula. Sedaj bomo dodali nekaj paradižnikovega koncentrata ali paradajzove mezge, kot rečemo po domače. Malo vegete po občutku. Malo zalijemo, da se ne bi preveč popražilo in popeklo. Takole. In sedaj lahko počasi v miru
dodamo začimbe. Takole, damo majaron, peteršilj, malo timijana, popra, papriko, pa seveda česen in pa na koncu še origano. To dam jaz od začimb. Sedaj vzamemo zmrznjene gobe. Letos je bolj slaba bera, zato smo jih vzeli iz skrinje. Juho še samo zalijemo. Seveda nam je tu ostal sedaj še krompir. Juho bomo sedaj dali na več, da zavre in se bo kuhala pokrita 40 minut. Juha mora vreti približno 40 minut, ta čas je sedaj minil. Najprej, kako lepo diši. Še malo pomešamo, izredno dobra, dovolj gosta, krasno. Mislim, da bodo gostje zadovoljni. No, nekateri lahko dajo notri tudi smetano, vendar jaz imam raje, da si jo da vsak sam. Zato, ker če jo slučajno daš preveč, potem smetana dominira nad drugimi okusi in to tudi ni dobro. Pa dober tek.